Se pravi, že prej sem rekel, to sedenje je problematično. Kakršnakoli telesna dejavnost je boljša kot sedenje in treba je vedeti, da je treba seveda prilagoditi svojim funkcionalnim sposobnostim, če smo popolnoma nedejavni, začnemo z zelo malo in potem postopoma povečujemo. Tako obseg, frekvenco, intenzivnost telesne dejavnosti. Ok, zdaj, da bo povsem jasno, telesna dejavnost je samo eden od dejavnikov pa telesne zmogljivosti, ki je s tistim srčkom in možgani tamle prispodoba. In ta telesna dejavnost je eden od dejavnikov 24-urnega gibalnega vedenja. Se pravi, imamo znotraj 24-urnega gibalnega vedenja, če gledamo naš cel krog, veliko sedimo, bolj malo se gibamo, pa imamo potem neki hoje, tako vmes, pa spanje. In vse te 4 zadeve so zelo pomembne. Pri otrocih še posebej nas moti tudi zaslonski čas, ki ga imajo. In z tega vidika so tudi priporočila, koliko naj imajo otroci recimo zaslonskega časa. No, ta 24-urni krog gibalnega vedenja plus prehrana v povezavi z našimi genskimi danostmi je dejansko telesna zmogljivost. Zato je telesna zmogljivost daleč najbližji približek zdravju, sploh pri otrocih, ko še nič ne obolevajo še za tistimi boleznimi, ki pridejo kasneje. Ampak tudi pri odraslih je telesna zmogljivost izjemno tesno povezana v bistvu z tudi napovedjo, kakšni so recimo možni negativni zdravstveni izidi. No, se pravi, telesna zmogljivost, če pogledamo definicijo, gre za učinkovito izvajanje nekih vsakdanjih dejavnosti brez nekega pretiranega utrujanja in zadostno energijo, da lahko stvari počnemo tako v nekem delovnem kot prostem času in če tudi pride kakšna nepričakovana situacija, da nas to ne bo položil. In če hočemo biti prodorni, potrebujemo točno to.